gospodarske razmere se poslabšujejo in sploh ni nedolžno, da je včeraj Moody's že tretjič v zadnjih 7 mesecih znižal bonitetno oceno Sloveniji. To ni nekaj, kar bi kazilo počitnice nekomu, ki na počitnicah, ampak to je nekaj, kar zelo otežuje poslovanje slovenskim podjetjem. Vemo, da je velik problem v Sloveniji dostop do finančnih virov. Finančni viri bodo zaradi te ocene še teže dostopni, bodo tudi dražji in to bo še dodatno vplivalo na gospodarske aktivnosti. Kot najbrž veste, nekaj smo dali tudi tega v naša gradiva, nimamo več gospodarske rasti in ocene, ki so bile pred 10 dnevi sporočene, da bo letošnje leto lahko tudi 2% negativna rast, so žal točne ali pa, če ne bomo nič storili, so celo preveč optimistične. Kajti to, kar se nam dogaja v zadnjih mesecih, da nam upada domače povpraševanje in da se zmanjšujejo naše aktivnosti na tujih trgih, to seveda se bo potem odrazilo na nižji gospodarski rasti in to bo potem tudi vplivalo na našo konkurenčnost. Še posebej smo lahko nezadovoljni zaradi tega, ker ni nobenih novih investicij na vidiku. Vemo, da so bili novi razvojni programi, ki bodo pospešili gospodarsko rast v ospredju vseh političnih strank, ko so se pripravljali na volitve, da imajo srednje mesto tudi v koalicijski pogodbi, ampak vsi vemo, da nobenega resnega projekta na področju novega gospodarskega razvoja še nismo začeli. Prav tako ni tujih investitorjev in tuji investitorji obiskujejo tudi gospodarsko zbornico in nam sporočajo, da so pogoji za pridobivanje zemljišč, pogoji za to, da uredijo celotno infrastrukturo, nespremenjeni, kar pomeni izredno slabi. Vemo tudi, da narašča insolventnost v slovenskem gospodarstvu. Najbrž poznate naše stališče izpred 2 dneh, ko so začeli govoriti, da bi tudi Sloveniji imeli nek sramotilni steber. Mi smo odločno proti sramotilnemu stebru, zaradi tega, ker to pomeni samo priznavanje nesposobnosti in neučinkovitosti sodišč. Predstavljate si, da ste vi recimo nek upnik v primeru Merkurja. Vemo, da bo pri Merkurju dolga leta trajala ta prisilna poravnava, ali pa da ste recimo upnik, ki bo ostal brez poplačenega za SCT in Gradis. Na tisoče takih podjetij bi zdaj najdali na nek sramotilni steber, ker niso plačali svojih davkov in prispevkov. Istočasno bodo oni izgubili desetletje in veliko stroškov za to, da bodo sploh prišli, pa vemo vsi, da v primeru recimo SCT-ja ne bodo prišli do teh sredstev. Tako da plačilna nedisciplina ne bo rešena tudi z izvršnico. To je samo eden izmed mehanizmov, ki bo mogoče malo olajšal in naredil vse skupaj bolj pregledno, ampak če ni, potem tudi izvršnica ne more zagotoviti teh sredstev in v Sloveniji primanjkuje več milijard, po nekaterih ocenah iz bančnih krogov, preko 5 milijard je v obtoku nekih računov, ki ne morejo biti poplačani. In imamo seveda še vedno zelo visoko brezposelnost in analize, ki jih delajo v Mariboru na ekonomski fakulteti, profesor Rebernik to vodi, o podjetniških aktivnostih in ambicijah v Sloveniji kažejo, da podjetniška aktivnost v Sloveniji pada, da se torej zmanjšuje interes in ambicioznost državljanov Slovenije za to, da bi bili podjetniško aktivni. Če k temu dodam še nekaj podatkov iz Svetovnega gospodarskega foruma o konkurenčnosti Slovenije. Med 142 državami je pravna država na 111. mestu, pri upravljanju države in podjetij v državni lasti smo na 126. Pri porabi javnih sredstev na 110. Istočasno je trdnost bank na 127. mestu od 142. Lokalni kapitalski trg je na 107. mestu od 142. in dostop do virov na 108. Se pravi, da imamo tudi te kazalce, ki so merjeni objektivno za nekimi merili, ki veljajo za ves svet, zelo zaskrbljujoče razmere, ampak se konec koncev to ves čas že vemo, samo tisto, kar bi radi tudi danes sporočili, je, da se spreminjamo prepočasi in tudi premalo odločno. Ali rabimo res v tem trenutku spremembe trga dela,
tako da bo več sociale, ali je res problem v Sloveniji z varnostjo. Vse raziskave, ki so bile upravljene tako doma kot v tujini, kažejo, da je problem v Sloveniji prožnost trga dela. Tako recimo po isti raziskavi Svetovnega gospodarskega foruma je rigidnost zaposlovanja v Sloveniji na 129. mestu med 142, fleksibilnost pri plačah na 126 in pogoji odpuščanja na 141. mestu. Mi sicer lahko gradimo še naprej državo, ki bo zelo rigidna na trgu dela, ki bo zelo zapletena, ko bo šlo za zaposlovanje, odpuščanje in premeščanje, vendar se bo to kazalo v zmanjševanju števila zaposlenih. Mi smo v zadnjih letih od gospodarske krize naprej v gospodarstvu izgubili 76.000 delovnih mest in po podatkih DURS-a je bilo število zaposlenih iz delovnih ur v javnem sektorju za približno 7400 više. Se pravi, na eni strani smo povečevali apetite po davčnem zajemu, na drugi strani je bilo pa manj davčnih zavezancev. Torej, če strnem, mi moramo preiti od besed k dejanjem in mislim, da je interes Slovenije v tem trenutku pomembnejši od strankarskega interesa, ki ga lahko ilustriram, da ni pomembno, kakšen je kdo važno, da je naš, ali pa kolikor slabše zanje, toliko boljše za nas. Ne, mi smo v tem trenutku vsi na isti ladji, tako socialni partneri kot politične stranke, in te ladji se reče, da je Slovenija že zadnja 3 leta na poti grškega scenarija. Tudi sam sem pred nekaj meseci še govoril, da ni nobene potrebe, da bi grozili z grškim scenarijem, ker imamo mnogo močnejši izvoz, mnogo konkurenčnejše gospodarstvo, mnogo boljšo pozicijo in zadnje smo tudi mnogo manj zadolženi. Vendar, če opazujemo trende, kako se v tem trenutku razvijamo, kako se predvsem spreminjamo in okoli česa se Sloveniji kregamo, kaj je pa nas v tem trenutku glavni problem, potem lahko ugotovimo, da se spreminjamo na slabše.